Spet lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti, kjer se želimo v zadnji pomladni oddaji posloviti z nepozabnimi prizori. Gremo torej na posestvo z avtentično srednjeveško trdnjavo nad Kamnikom, staro več kot 600 stoletij. Ja, prav ste slišali, staro več kot 600 let. Da lahko še naprej pripoveduje svojo čarobno zgodbo, so zaslužni njeni lastniki. 5-članska družina, ki skrbi, da rustikalna pravljica še naprej traja. In del te pravljice zdaj prinašamo v vaše domove. Težko je najti pridevnik, ki bi opisal tole trdnjavo ter vzdušje, ki vlada na celotnem posestvu družine Ravter. Vsekakor nekdo skrbi zelo lepo ne zgolj za okolico, ampak tudi za notranjost tega sanjskega doma. Gremo spoznati lastnike, imam kar nekaj vprašanj za njih. Sanja in Uroš, živijo. Živa. Sanja, a me lahko malo uščipnete, prosim, v roko, da vidim, če slučajno sanjam, če je to vse res. Živita v sanjskem domu, v srednjeveški graščini. Me najprej zanima, kakšna je zgodovina, kje sploh smo, kakšna je zgodovina tega Trudsturna, kot se mu tudi reče. To je obrambni stolp Kamničanov, ki so ga zgradili pred Turki, tako da stara je 600 let. Včasih je bila povezana z rovi, s Kamnikom, potem tamle na sosednjem hribčku je cerkvica, mali grad, do tja vodijo rovi, pa še dol do frančiškanov, do cerkve. Rovi, ki povezujejo graščino z okolico, so danes zasuti, delno tudi zabetonirani. No, ostaja pestra zgodovina te srednjeveške trdnjave, sicer 9-kotnega objekta, ki kot del kulturne dediščine Slovenije nosi tudi uradno prvotni in originalni naziv – Trudsturn. Omenimo iz njene preteklosti le nekaj zanimivih podatkov. Pred 200 leti naj bi v tej stavbi takratnega lastnika Andreja Smoleta svojega prijatelja obiskoval sam France Prešeren. Leta 1907 pa jo je kupil Urošev pradedek, veterinar, ki je s Koroške prišel v Kamnik. Med drugo svetovno vojno so jo zasedli Nemci, na kar nas opominja tudi bunker na vrtu. Potem, ko je bila nekaj časa nacionalizirana, je spet prišla v last družine Ravter. S predniki družina ostaja povezana preko različnih predmetov, ki po svoje prispevajo k vzdušju doma. V dnevni sobi se nahaja zelo lepo ohranjena, več kot 120 let stara zbirka 16 knjig enciklopedije v nemščini, ki je pripadala lastnikovemu pradedku. Medtem ko doprsni kip Uroševega dedka, Dušana Ravterja, ki je to graščino namenil svojemu vnuku Urošu in njegovi družini, zaznamuje hodnik v zgornjem nadstropju. Priče prejšnjih časov so tudi ohranjeni in prenovljeni kosi starega pohištva, kot je recimo secesijska krušna peč v dnevni sobi. Čaroben objekt je, ampak koliko čarobna pa je bila prenova tega, kako se je lotiti tako starega objekta prenavljati? Ja, prenova je bila zelo zahtevna. Pri vsaki stvari, ki smo se jo lotili, se je pojavil še en kup dodatnih stvari, zadev. Tako da v bistvu jaz sem bolj te gradbene zadeve imel čez, ženi sem pa bolj prepustil notranjost, ureditev samega objekta. Za ureditev doma lahko naši gostiteljici namenimo samo pohvale. Vseeno ji ne moremo reči, da je princeska iz graščine, saj se je sama lotila večine dela. Ker ji navdiha za urejanje interjerja ne zmanjkuje, je svojo ustvarjalnost preusmerila v novo službo. V svoji delavnici uspešno ustvarja originalne izdelke za dom in dekoracijo. Sanja, kako ste se lotili notranjega opremljanja? To so zahtevni prostori po svoje, ne more človek kar nekaj nametati. Vidim, da ste imeli veliko enega prefinjenega občutka za to. Pač jaz sem dala, mislim, da sem celo dušo tle noter v ta objekt dala. Ne, da sem se potrudila, ampak to se je kar naredil, ker mi je pač dal energijo, pač cel ta projekt, naš dom. Ampak veliko stvari diši po tako imenovanem DIY-ju, to pomeni naredi si sam. Tukaj ste tudi vi marsikaj sami ustvarili. Kaj vse? Ja, kot največje delo sem naredila, recimo, da sem jaz z lastnimi rokami vsa vrata olupla, starih nanosov. Tako da to je bilo moje delo, pa pol pač to ureditev. To sem pa tudi vse sama, nismo imeli arhitekta. In zdaj imate tukaj svojo naredi si sam ustvarjalnico, oziroma to je zdaj postala kar vaša dejavnost, ne? Ja, iz mojega hobija sem prišla do nove službe, tako da ja, tudi
ustvarjalne sanje. Vse je sanjam povezano, ker sem tudi jaz sanja. Vse je sanjsko. Lastnika sta se v hišo vselila pred 7 leti. S prenovo objekta, ki stoji na posestvu velikem skoraj 6000 kvadratnih metrov, so imeli kar nekaj dela. Do zdaj sta med drugim prenovila celotno notranjost, vključno z vsemi inštalacijami v hiši. Na objektu sta zamenjala streho, vgradila nova okna, restavrirala vrata, ostala je le še prenova fasade. Fasada je najverjetneje za nalašč ostala taka nedotaknjena, še pristna, da izraža svojo starinskost. Ja, tle se nisva čisto uskladila, meni je všeč taka, kot je. Mi je res tako, se mi zdi, da ima patino dušo, obožujem jo. Urošu sicer ni, on bi rajš imel tako novo, lepšo. Tako da, Ja, to je še v planu, da uredimo. Ojoj, aha. Se boste že uskladila enkrat. Zaenkrat je super tako, kot je. Ampak, kar se tiče izolativnosti, koliko debele stene so to? Zgledajo biti tako 1 meter na oko. Ja, drugače so različno debele. Severna stran so tanjša, je nekje blizu metra. Južna stran, ki je bila v bistvu zunanji del obzidja, je pa nekje 110 cm. No. Povprečno, ni povsod enako. Ne. Kako pa je v hladnejših dneh v tej stavbi? Se čuti kaj vlage, tega mraza? V bistvu smo tudi na novo naredili ogrevalni sistem. V prvi etaži bil izkop narejen in imamo talno gretje. Je dokaj suho, no? Na vrhu so pa radiatorji, pa tudi v bistvu največ nam težava vlaga predstavlja na vhodnih vratih. No? So toliko ogromna vrata, sicer smo jih zatesnili, vendar je vseeno kje pride. Ampak to je samo v teh mesecih zimskih, ko je veliko vlage v zraku. Ker predstavljam si, da poleti se pa stavba enostavno ne pregreje, noter nimate nikoli vroče. Takrat, ko je vročina, jo je tudi treba začeti zapirati. Pride nekje do 26-27 stopinj. Pa zelo dolg pol jesen tudi obdrži to toploto v pravilnem zračanju. Vrata graščine, stare več kot 600 leti, gostom že napovedujejo poseben ambient. Z njihovo prenovo je smrekov les, ki je bil prej temno rjave barve, dobil novo barvo, bolj usklajeno z novimi okni. Barvno lestvico stavbnega pohištva spremljajo v hodniku keramične ploščice pazljivo zloženih vzorcev. Masivne hrastove stopnice, ki peljejo v zgornje nadstropje, pa so s prenovo dobile bolj lahkoten videz. Želela sva tej hiši dati svežino in zdaj s temi svetlimi barvami, pa mogoče s kakšnim modernejšim kosom, da sva dosegla to svežino in svetlobo. Tam let naprej, če pogledamo v jedilnici, sva spet kar stare kose uporabila, prebarvala mize, dala nove plošče gor, pretapicirali stolčke. Pa v bistvu to je bolj zato, da ima ta hiša dušo. Ne zato, ker nismo želeli novih kosov, ampak zaradi tega, da ima dušo. Prav tako je ta kredenca pač stara, prebarvana. Sicer bi bila masiva lepa, ampak je bila temna. Tako da ja, je bela zdaj. Kuhanca je pa pač nova, sodobna, mačkan retro. Težko je bilo prilagajati se temu prostoru, kaj je tak ozek, dolg, tako s temi vogalčki. Ampak sva pol kar nekako naštudirala, da imamo še ta zajtrkovalni pultek v liniji od okna. V drugi luknji, kjer je najbrž bilo nekoč okno, smo si še malo podaljšek pulta naredili. V zgornjem nadstropju, kjer se nahajajo spalnice Uroša in Sanje ter 3 sinov, prevladuje bolj moderno vzdušje. Čeprav so v tem delu doma z bolj sodobnim pohištvom želeli vnesti malo več svežine, vseeno ni šlo brez vključevanja starih kosov. Pozornost privleče bogato okrašena in lepo restavrirana skrinja prababice lastnika Uroša, v kateri je bila nekoč shranjena njena dota. Lepo vzdrževana okolica graščine, ki prinaša poseben spokoj in mir, je zgodba zase. Funkcionira kot specifičen oder z dih jemajočim razgledom na Kamnik in okoliške hribe. Kdo skrbi za okolico? Kar veliko enega dela je zunaj in sem slišal, da baje sploh nimate vrtnarja zunaj najetega namreč. Zaenkrat sem ta vrtnar jaz, sploh kar je bolj fizičnega dela. Rožce ima žena čez. Košnje, vse pač žive meje, striženje, obrezovanje dreves, pač to pa vse sami s pomočjo tudi 3 sinov. Starejša sinova se kar vključujeta v to tudi. Pozornost najprej privleče skoraj 300 let star divji kostanj.
pušpani pa so razporejeni v obliki nizkega labirinta. Za pravšnjo mero hedonizma poskrbi bazen častne starosti. Zgrajen je bil namreč pred 100 leti. Z njim se v isto zgodbo poda nova letna kuhinja, nekdanja delavnica dedka Dušana, ki jo je Sanja v celoti prenovila sama. To med drugim pomeni tudi, da je kamnite stene na novo obdelala in prelakirala. Tudi pohištvo je sama obnovila. Zdaj pravlična kuhinja sprejema goste ne samo poleti, ampak tudi pozimi. Se res, kaj otroci pravijo na bivanje v takile starinski graščini? Se mi zdi, da so se kar dobro ujeli, pa v bistvu sprijaznili ali pa sprejeli hišo. Tako da so tudi te velike dva sploh sta tudi pripravljena kaj pomagati kdaj. Drugače pa mislim, da je glih to, v bistvu, kaj Sanja tako to podobno naredila, da je vsem zelo všečno. No, in seveda za konec, pri takelem sanjskem domu me zanima, a si sploh želite kam iti na dopust ali je celo boljše biti doma? Odkar živimo v tej hiši, načeloma veliko manj hodimo naokrog. Aha. Čez vikende imamo v bistvu tak svoj družinski mir ob bazenu, v vrtu, seveda zraven pa tudi kaj naredimo. Ne? In po drugi strani si lahko predstavljam, da bi tole bil en tak zelo lušten hotelček, da tole bi bila prava destinacija za iti na dopust, ne? Ja, krasna. Bi se dal zdržati. Brez skrbi, brez skrbi.